Iz svetega Evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus poklical k sebi 12 in jih začel pošiljati po 2 in 2. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naročil, naj razen palice ne jemljajo na pot ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja v pasu. Obujajo pa naj sandale in naj ne oblačijo 2 oblek. Govoril jim je, kjerkoli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in se otresite prah z nog, njim vključevanje. In šli so, ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov so mazili z oljem, ter jih pozdravili. Poslušali smo Kristusov evangelij. Današnji evangelij nam prikaže, kako je Jezus ponovno poklical k sebi 12 in jih začel pošiljati po 2 in 2. Lahko bi rekli, da je to že ta 3. klic Jezusa. Prvi klic je bil takrat, ko jih je poklical k sebi večinoma kot ribiče in jim je rekel, hodite za menoj. In so šli. Drugi klic bi bil lahko takrat, ko je Jezus oznanjal o Božjem kraljestvu in je bil klic, verujte v Boga, imejte vero. In človek, ki se odloči, da stopi za Jezusom Kristusom, ki v sebi začuti vero, lahko tudi sliši 3. klic, ko pravi, zdaj pa pojdi in oznanjuj to, kar si prejel. Tukaj dam prav besedo, to, kar si prejel, zato ker že prvo berilo nam kaže, da nekdo, ki je poslan, ni poslan zato, ker sam od sebe nekaj želi povedati, prinesti drugem, ampak prinaša vest, besedo od tistega, ki ga pošilja. Prerok celo pravi v prvem berilu, Bog me je vzel in Bog me je poslal k ljudem. Nisem šel samo od sebe. V drugem berilu se to še bolj osvetli, ko pravi apostol Pavel, pravi, Bog nas je odbral in nas postavil. Nismo sami rekli, zdaj pa smo oblikovali neko vedenje, znanje in to zdaj oznanjamo. To, kar nam je bilo razoveto, to človek lahko tudi živi in svojim življenjem oznanja. Če sem omenil kar 3 poklicanosti apostolov, Jezusovih učencev, tukaj lahko najdemo tudi vzporednico. Prvi klic, hodi za menoj, se je verjetno pri vseh nas zgodil zelo zgodaj. To je bila dejansko tudi, lahko rečemo temu, zasluga naših staršev in ta prvi klic je sakrament svetega krsta. Kot da bi že po naših starših Bog rekel, pridi in hodi za menoj. Klic, da sledimo Jezusu Kristusu, ki je odrešenik. Drugi klic v našem življenju začutim kot sakrament svete virne. To je sakrament, ko je človek povabljen k veri, da sledi Bogu, ki nam daje življenje, vero. Življenje govorim tudi o prihodnosti, ne ta trenutek, ki je samo navzoč. In človek, ki sliši ta drugi klic, lahko stopi na pot vere. In tretji klic pri apostolih, 12, je tisti klic pri nas, ko človek s svojim življenjem
našem svetu to, kar v sebi nosi. Človek o tem govori, kar v sebi nosi. To podaja drugim. To boste tudi prepoznali pri drugih ljudeh, s katerimi se srečujete. To, kar človek v sebi nosi, živi, čuti, to bo spregovoril in to bo pokazal. So različne stvari. In na kakšen način pošilja Jezus svoje apostole? Pošilja jih po 2 in 2. Tukaj bi lahko pomislili tudi na Jezusovo besedo, kjer sta 2 ali 3, tam sem jaz sredi med njimi. Pomislim pa še na eno stvar. Tudi v našem takem vsakdanjem življenju, če so stvari zelo pomembne, ni dovolj samo ena priča, ampak 2 človeka morata biti za pričo. Če boste opazovali kakšen postopek, ki ga vodijo s strani policije ali pa tudi nadzor prometa na cesti, ne bo en policist, sta 2 prisotni. Ta ureditev je že stara 2000 let, kadar se nekaj dela vrši v veliki odgovornosti, sta vsaj 2. Tudi pri pomembnih stvarih, kot je poroka, sta 2 priči. Pred časom sem prepoznal, da imajo nekateri, mislim, da sosednji narodi, Italijani, 2 priči samo za ženina in celo 2 priči za nevesto. Za vsakega izmed njiju po 2 priči. In tako Jezus pošilja po 2 in 2. In reče, palico vzemite, ne pa kruh, ne torbe, ne denarja. Palica pa pomeni, ta pot ne bo kratka, samo tako nekaj korakov, ampak bo nekaj trajalo. In človek, ki gre po poti poznanjevanja, ta pot je celotno človeško življenje. Ampak Jezus pravi, kruha pa ne vzemite. Malo neobičajno na pot človek vzame tudi za moč, da ima prehrano, ampak kruh je lahko tudi znamenje življenja. Jezus pravi, jaz sem kruh življenja. Človek, ki gre na pot brez kruha, kako Jezus pravi, ne gre oznanjati svoje stvari, ampak prinaša in kaže na Kristusa, ki je pravi kruh življenja. Ne imejte popotne torbe. V popotni torbi, kdo se bo odpravil na počitnice, na dopust, oddih, bo vzel s sabo stvari, ki jih potrebuje. Človek, ki gre brez popotne torbe, ne more se več zanašati na stvari, ki jih ima v življenju. Tukaj bi dal eno primerjavo, če zdaj razmišljate, ja, apostoli so bili poslani, ker jih je Jezus odbral. Apostoli so začutili in imeli globoko vero. A imamo mi dovolj izobrazbe, da bi govorili o Bogu? A imamo dovolj izkušenj? Ali imamo primerno besedo? Ko ste rekli duhovniki, imate šolo, imate neko pot življenja, vi ste tisti, ki oznanjate in imate lahko nagovor in pridigo. Vi pa nimate izobrazbe take, ki bi jo nekdo vnaprej pričakoval. To pomeni, da ste vi brez popotne torbe. In to, kar naredite do bližnjega, naredite kot poslani od Boga, v moči krsta in svete virne. Morda se mi duhovniki lahko sklicujemo na popotno torbo, kar pravi Jezus, naj ne jemljimo seboj. Vi ste brez popotne torbe, vi ste pravi oznanjevalci, pa brez denarja v pasu. Denarnic takrat verjetno še niso poznali. So pa pasove šivali na ta način, da sta 2 plasti usnja bili skupaj zašiti, bolj po spodnji strani, na zgornji strani pa ne v celoti. In lepo so šli kovanci v pas. Skriti so bili, pa pri roki so bili. Danes imamo tako zraven prej notri lahko bančno kartico, ki je še več premoženja. Ampak kdo
kdor ima denar, bančno kartico, pa da je dovolj naloženo, veste kakšno gotovost. Lahko si kupimo, kar manjka, lahko si priskrbimo, če ni popotne torbe. Ampak Jezus pravi, brez denarja v pasu. Ja, na koga naj se pa zanesem, če nič nimam? Kako bo šlo? A se lahko vedno zanašam samo na Boga? Je to kar drzna misel. Ampak tukaj Jezus nakaže, ko prihajate k ljudem, ali ste kdaj začutili, da tudi vi potrebujete sočloveka, pomoč bližnjega, lahko res vse sami naredimo. Kako potrebujemo druge ljudi, da nam dajo tisto, kar sami ne zmoremo. Morda to začutimo takrat, ko pride bolezen, ko potrebujemo pomoč bližnjega. Nismo vse sami zase. Tako da smo dostikrat brez denarja v pasu. Tudi dveh oblek naj ne jemimo s seboj. Se človek, če obleče normalno za življenje, ima eno oblačilo. Dve oblačili ne gresta skupaj, ampak to je lahko tudi simbol tega, da ima človek v življenju toliko, kot potrebuje. Tukaj se spomnim svoje pokojne tete, ki je umrla že veliko let nazaj. In je rekla, da je že pred leti pripravila obleko za napare. Stari ljudje so tako rekli, obleko za napare, ko bom umrla. V tisti eni obleki me boste pokopali. Vse ostalo, pa ne govorimo samo o oblačilih, ampak vse ostalo, za kar si prizadevamo, trudimo, imamo, bomo dali drugim. In bodo drugi, ta drugo, tretjo, četrto, peto obleko bodo vzeli. Lahko v veliki hvaležnosti ali pa bodo delali po svoje. In zaključim se še z mislijo, da tiste, ki jih Bog pošilja, naj obujejo sandale, da ne grejo bosi. Za nas je to obuvalo kot neka običajna stvar, verjetno so pa takrat to zelo zaslišali. Sandale obuti pojdite. Kdo je bil takrat bos? Sužnji, otroci. Sužnji, ki so bili nesvobodni, brez pravic, otroci so bili tudi brez pravic. Danes se je stvar spremenila. Svoboden človek, ki je imel pravico, dostojanstvo, ki je lahko odločal o prihodnosti, je bil obut človek. In Jezus nas pošilja obute, ker resnično svobodo, resnično dostojanstvo dobivamo od Boga, ki nas pošilja v svet. Če nas Bog ne pošilja v svet, če tega ne sprejmemo, dejansko delamo z boso nogo, to pomeni kot sužnji greha, stran od življenja. Kako velika stvar in kakšno dostojanstvo smo prejeli, da smo kot svobodni ljudje z dostojanstvom in poslani od Boga, z sakramentom svetega krsta, okrepljeni sakramentom svete birme in da smo prinašalci Kristusa tistim ljudem, s katerimi se srečujemo, živimo, jih v življenju tudi na našo življenjsko pot, včasih pelje tudi Božja previdnost. Zato vas v tem razmišljanju tudi povabim, da skupaj izpovemo vero.